zadnji predavatelj pa je dr. Ivan Štuhec, teolog, duhovnik, redni profesor moralne teologije na Teološki fakulteti v Ljubljani in direktor Zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru. Poznamo ga po odmevnih kritičnih nastopih na Radiu Ognjišče, na televiziji in kot gosta v parlamentarnem odboru za šolstvo. Je odličen poznavalec družbenih in političnih razmer v Sloveniji in Evropi. Dr. Štuhec, prosim, beseda je vaša. Lep pozdrav vsem in hvala lepa za vabilo, za to priložnost, da sem danes z vami. Hvala lepa za predstavitev, ampak eno majhno korekturo moram narediti, sem izredni profesor, ker sicer se to lahko hitro mi maščuje, če se tituliram z nepravim naslovom. Glede na to, kaj sem danes že vse slišal, moram reči, da se mi zdi po svoje zanimivo, ko se referenti med sabo nič ne konzultiramo, pa nič ne vemo, kaj bo drug povedal, pa kljub temu nekako začutiš neko skupno rdečo nit. Zdaj je sicer pred mano govoril gospod, ki bi ga jaz opredelil kot network generation. In on bi mogel za mano biti, ker jaz sem amater v tej generaciji. On je profesionalec v tej generaciji, moja generacija pa smo amaterji v tej network generaciji. Ampak tako je, vsaka generacija po svoje razmišlja, vsaka generacija ima svoj doprinos. Glede na to, da je bilo nekaj rečeno o subsidiarnosti, ker je to z mojega foha, jaz subsidiarnost vedno študentom tako razložim, da ko Janezek lahko gre prvič sam na kahljico, mu naj to ati in mami dovolita. Tam se začne subsidiarnost. In od tam naprej vse, kar lahko sam storiš, naredi sam, kjer pa sam ne moreš, tam ti pa mora širša skupnost priskočiti na pomoč. Tu smo pa zdaj pri tistem uravnotežju, o katerem je govoril pred mano dr. Turk. Ko sem pripravljal današnje predavanje, sem se nahajal v Nemčiji, v Münstru in sem nekako imel srečo, da sem ravno v tistem času v Münstru in v Osnabrücken lahko sledil 3-dnevnemu dogajanju, ki ga je v teh 2 mestih prirejala skupnost svetega Egidija, ki nekako nadaljuje tisto srečanje, ki ga Janez Pavel II. Imel v Asizijo pred 31 leti vsemi verskimi skupnostmi, vsemi svetovnimi religijami. No in ker sta Münster in Osnabrück znana potem, da se je tam sklepal Vestfalski mir v času med 15. majem in 24. oktobrom 1648, si je tudi sveti Egidij izbral te 2 mesti za letošnje srečanje, ki mu je dal naslov Poti miru. Druga okoliščina, na teh prireditvah so bili od najvišjih politikov, od Angele Merkel do pomembnih predstavnikov iz Evropskega parlamenta, Antonio Tajani, in pa tudi veliki imam iz Al-Azhar univerze iz Egipta in potem seveda veliko drugih od političnega do verskega spektra. Drugi 2 okoliščini ste pa bili povezani z 2 knjigama, ki sta mi prišli takrat v tistem času pod roke. Ena zelo drobna, ki je šla leta 2016 o priložnosti, ko so podelili papežu Frančišku z nagrado Karla Velikega, in pa druga, posebej zanimiva, nemškega duhovnika Andreasa Knapa z naslovom Die letzten Christen, zadnji kristjani,
To knjigo upam, da bo Mohorjeva družba kmalu prevedla in vam jo seveda toplo priporočam, ker boste iz te knjige izvedeli marsikaj drugače, kakor zvemo iz naših ali svetovnih ali evropskih medijev. Ker pa se nahajamo v mesecu smrti in rojstva Janeza Evangelista Kreka, čeprav eno gre v oktober, drugo gre v november, ampak nekako vse skupaj je bilo v enem mesecu, bi to svoje predavanje želel nekako posvetiti Janezu Evangelistu Kreku, čeprav o njem ravno ne bom posebej veliko govoril. Ko danes razmišljamo o Sloveniji in njeni prihodnosti v Evropski skupnosti, lahko z gotovostjo trdimo, da za razliko od Krekovega časa, ko Slovenci nismo bili na pravi strani, ker smo bili na strani poražencev in smo takrat izgubili veliko svojih sinov, pa tudi del ozemlja, smo po letu 90 na pravi strani in upam, da bomo na tej strani tudi ostali. Kot prva točka mojega predavanja je naslov Človek in mir sta temelj moderne Evrope. A ja, še to sem pozabil, naslovil sem pa predavanje Transfuzija spomina za Evropo in Slovenijo. In to transfuzijo sem vzel iz te drobne knjižice, ki sem jo prej omenjal. Papež Frančišek je v svojem že omenjenem govoru v tej knjižici objavljenem citiral pisatelja Vizerja, ki je preživel nacistično taborišče in postal eden največjih iskalcev nacističnih zločincev, rekoč, citiram, da je danes potrebna transfuzija spomina. Ohranjanje spomina omogoča določeno razdaljo do sedanjosti in dopušča, da nam predniki tiho šepetajo, kaj je bilo v preteklosti narobe in kaj prav. Transfuzija preteklosti nas osvobaja od atraktivnih sedanjih trendov, ki želijo strastno graditi na pesku neposredne učinkovitosti, ki bi naj prinašala lahek in kratkoročen politični izplen, ne pa da bi se na tem lahko gradila človeška polnost. Tako Frančišek v tem svojem govoru ob podelitvi omenjene nagrade. Transfuzija spomina o preteklosti je natanko tisto terapevtsko sredstvo, ki nam ga neoliberalna ideologija s svojo parolo pustimo preteklost preteklosti in glejmo prihodnost, sistematično odreka in podira, tako da so pred nami cele generacije, ki bodo potrebovale velike transfuzijske doze spomina. Moj predhodnik je o tem celo nekaj govoril, da se jim ni posredovalo vrednot krščanske demokracije. Posledice takšnega pristopa pa ne zadevajo samo naše polpretekle zgodovine, okrog katere ne moremo najti ne zgodovinsko strokovnega, ne političnega soglasja. Posledice tega so vidne pri naši evropski zavesti in pri našem pogledu na globalni ter lokalni svet. Mlajše generacije Evropsko unijo razumejo predvsem kot prosti trg kapitala in dela. Materialistično usmerjeni zgodovinarji, ki smo jih podedovali iz marksistične šole, nam govorijo o Evropi kot gospodarski uniji. Ne v prvem, ne v drugem primeru ni govora o Evropi, ki je po drugi svetovni vojni na ruševinah sovraštva začela rasti in se razvijati na podlagi odločitve za spravo, sodelovanje in solidarnost. Očetje moderne Evrope so najprej hoteli sprte evropske narode spraviti med seboj. Jean Monnet je dejal, ne povezujemo držav, ampak ljudi. Tu se spet lahko navežemo na predavanje dr. Turka. Torej, sodobna Evropa je najprej nastala zaradi ljudi,
ne zaradi institucij in ne zaradi gospodarskih interesov. Prvi stavek Roberta Schumana v njegovi zgodovinski deklaraciji 9. maja je bil: miru na svetu ni mogoče ustvariti in ohraniti brez ustvarjalnega napora, ki mora ustrezati velikosti ogrožanja istega miru. Evropa je torej po dveh katastrofalnih izkušnjah prve in druge svetovne vojne prišla do spoznanja, da je potrebno postaviti v njeno središče človeka in skrb zanj ter trajni mir. Po več kot 65 letih lahko z zadovoljstvom rečemo, da je državam ustanoviteljicam Evropske skupnosti uspelo ohraniti mir, da tega miru nismo bili deležni vsi Evropejci, da imamo še danes resna krizna območja, kot je Ukrajina, in da oddaljevanje v duha ustanoviteljev moderne Evrope pomeni ustvarjanje novega prostora za konflikte in spopade. Nedvomno je res, da je na začetku bila pogodba o jeklu in premogu, da je šlo za gospodarski in pravni vidik, a pri tem se tako rado pozabi ali pa celo zavestno zamolči, da je to bil materializiran izraz vrednot, ki so jih ustanovitelji hoteli zaščititi in promovirati. Nobena pogodba ni samo stvar medsebojnih interesov. Vsaka pogodba vsebuje tudi določene vrednote. In pogodba o premogu in jeklu vsebuje vrednoto miru, medsebojnega zaupanja in spoštovanja človekovega dostojanstva in nedotakljivosti človekovega življenja. Saj je prav težka industrija takrat in visoko razvita tehnologija danes predstavljala ali predstavljata stalno nevarnost za mir. Pogodba je tako predstavljala mehanizem medsebojne kontrole, ki bi naj s časom vzpostavil zapravljeno zaupanje in omogočil tisto gospodarsko stabilnost, ki zagotovi prostor za uresničevanje dobrin in vrednot, katere podpirajo in dvigajo človekovo dostojanstvo. V tej pogodbi je torej temelj in cilj človek in mir. Drugič, demografski kolaps. Vojne in revolucije so eden od načinov ogrožanja človekovega življenja. Naloga politike je, da zavaruje obstoj slehernega človeškega bitja, če želi biti in postati miroljubna politika. Takšna je Evropska skupnost bila vse do revolucionarnih 68 let. Med sprtimi narodi se je odvijal proces sprave in sodelovanja, demografska slika Evrope je vzbujala novo upanje, da se evropski narodi regenerirajo. 68 leta prejšnjega stoletja pa so na prvo mesto postavila vrednoto svobode, ne več celega človeka in ne več miru. V imenu svobode se je smelo početi vse. Svoboda je postala pretveza za anarhijo. Velika večina evropskih narodov se je po tem obdobju odločila za demografski mrk. Za Francijo, ki se je pustila nositi na valovih revolucije, so vse evropske države po vrsti v svoje zakone zapisale, da je splav pravica, kasneje, da je izključna pravica ženske. Od 70 let naprej do danes poslušamo, da gre za civilizacijsko pridobitev. Hkrati pa govorimo, da se evropski narodi staramo.
da potrebujemo vedno nove pokojninske reforme, da potrebujemo svežo kri, ki bi jo naj prinesli migranti, in da je po splavu potrebno še uzakoniti nasilni zaključek človekovega življenja z evtanazijo. Če ob rob tega dodamo še moderna stališča do reproduktivnih in nereproduktivnih skupnosti, je več kot očitno, da se je evropska kultura po 70 letih prejšnjega stoletja zapisala kolektivnemu samomoru, ki neizbežno pelje v demografsko katastrofo. S tem pa v praznjenje prostora, ki ga po vseh zgodovinskih in drugih zakonitostih zasedajo tisti, ki so vitalnejši in ki morajo preživeti. Z demografsko politiko zadnjih 50 let si Evropa in Slovenija kopljeta jamo, v kateri se bo naš kontinent znašel v naslednjih 50 letih v popolnoma drugih okoliščinah, kot so današnje. Katoliška cerkev na ta problem dosledno in neprestano opozarja od okrožnice Humane Vitae naprej, katere polstoletno obletnico bomo obhajali naslednjo leto. Tudi če se s to okrožnico marsikdo ne strinja, v eni točki je bila in ostaja preroška. O zaščiti človekovega dostojanstva lahko govorimo, če ga zaščitimo od trenutka, ko vemo, da gre za človeško bitje in nekakšno drugo, do trenutka, ko vemo, da to bitje še potrebuje vodo, zrak in človeško bližino. Spoštovanje človekovega življenja od spočetja do smrti ni priljubljena tema kongresov in političnih omizij, ker je veliko lažje razpravljati o človeku kot gospodarskem in političnem subjektu, te tako ustvarjati vtis, da smo še vedno pri zdravih koreninah ustanoviteljev moderne Evrope. Če sklenem prvi del analize transfuzije preteklosti, bi dejal, da je moderni Evropi uspelo le delno postaviti človeka v središče svojega političnega in siceršnjega prizadevanja. Nekdanji predsednik Evropskega parlamenta Hans-Gert Pöttering je v svojem govoru ob podelitvi Karlove nagrade papežu Frančišku med drugim dejal: v središču vseh naših političnih razglabljanj mora biti človekovo dostojanstvo. To velja za vse, kristjane, muslimane, jude, za vse veroizpovedi in tudi za neverujoče. Evropska skupnost bo samo takrat verodostojna skupnost vrednot, če bo dostojanstvo vsakega posameznega človeka postalo merilo za sleherno našo pobudo, zaključek in delovanje. Konec citata. Verjetno bi s to trditvijo soglašali tudi vsi v Evropskem parlamentu. Vendar ob tem ostane odprto temeljno vprašanje. Kdo je človek? Kako ga razumemo? Kako ga interpretiramo? Na tej točki pa imamo v Evropi in globalno vedno večje težave in vedno večja nesoglasja. Kakor da nam ultrazvok in druga sodobna tehnologija več kot očitno ne bi dala vedeti, od kdaj naprej lahko in moramo govoriti o človeku in od kdaj naprej ter do kdaj je potrebno zaščititi njegovo dostojanstvo. Tretjič, oblast in mir. Druga temeljna vrednota, ki so si jo ustanovitelji moderne Evrope postavili za cilj, je bil mir. Prva velika preizkušnja za Evropo na tem polju se je zgodila tudi po letu 1968, ko so se po zahodnoevropskih državah pojavile radikalne revolucionarne skupine, ki so se navdihovale pri teoretikih revolucije. Bili smo priče destabilizacije evropskih demokratičnih oblasti,
atentatov na politike in civiliste in nekakšne revitalizacije neomarksističnih in socialističnih idej, v kontekstu katerih se je takratna Titova Jugoslavija znašla kot nekakšen vmesni model med komunizmom in kapitalizmom. To je šlo tako daleč, da so Kardeljev samoupravni socializem prevajali v vse svetovne jezike. Ko sem leta 1982 prišel v Rim in sem vstopil, mislim, da v prvo knjigarno, ki mi je nekako prišla pod noge, sem med novostmi zagledal Krekov samoupravni socializem. Razkorak? Ne, Kardeljev. Ja, Kardeljev. A sem rekel Krekov? Ja, to je dobra zmota. To je bila dobra zmota. Razkorak med bogatimi in revnimi deželami je postajal vse večji. S tem pa tudi ugodna tla za marksistično ideologijo, ki se je posebej prijela v latinskoameriških državah. Svetovni mir je ogrožala atomska oborožitev in hladna vojna med Rusijo in Ameriko ter ostalimi zahodnimi državami. Veliko se je govorilo o tako imenovani tretji poti, kar bi naj pomenilo nekaj vmes med socializmom in kapitalizmom. Vse do ustanovitve Evropskega parlamenta smo malo vedeli in slišali, kaj se je dogajalo med evropskimi državami, podpisnicami rimske pogodbe leta 1954. Slovenci smo bili trdno zasidrani v komunistični Jugoslaviji in imeli tudi najbolj vplivne ideologe v njej. O kakšni drugi skupnosti kot o jugoslovanski je bilo prepovedano misliti, kaj šele pisati in govoriti. Prihod Poljaka na papeški sedež je v marsičem spremenil tok zgodovine in iskanje novih rešitev. Atentat na Janeza Pavla II. Je pokazal, kako pomembna in usodna bo njegova vloga v prihodnosti, saj je bilo popolnoma jasno, da je po tako imenovani pisti Bulgari, po bolgarski poti, ki je peljala tudi čez takratno Jugoslavijo in Slovenijo, ruska tajna policija najela muslimanskega Turka, ki je streljal na papeža po 2 letih njegovega pontifikata. Danes vemo, da ga je pred smrtjo obvaroval čudež po Fatimski Mariji in da je po atentatu dobil večjo moralno moč v svetu, kakor vse ruske in ameriške atomske bombe skupaj. Evropa je stala pred novo prelomnico. Ali bo odpravila totalitarni komunistični sistem po mirni poti ali z novim prelivanjem krvi. Potrpežljivo vztrajanje poljskih delavcev in drugih povezanih v solidarnost je 10 let pripravljalo konec komunizma, ne samo na Poljskem, ampak tudi na celotnem področju za železno zaveso. Evropi je uspel izjemen zgodovinski podvig, da je poleg sprave med zahodnimi v drugi svetovni vojni še sprtimi državami vzpostavila mir in da so v 90. letih z miroljubnimi sredstvi bili prisiljeni odstopiti z oblasti do zob oboroženi komunistični voditelji. Padec komunizma je združil nemški narod, katerega voditelj Helmut Kohl se je zavedal, kaj dolguje vzhodnim evropskim narodom, ki so vsi po vrsti spostavljali nov demokratični družbeni red in trkali na novo politično skupnost, na evropsko skupnost ter na obrambno povezavo, ki bi nas naj zavarovala pred morebitnimi novimi oblikami nasilja in okupacij. Evropa je tako uspela uveljaviti vrednoto miru na 2 načina. Najprej na podlagi sprave med sprtimi narodi
med drugo svetovno vojno, zatem pa na podlagi mirnega rušenja totalitarnega komunizma in mirnega vzpostavljanja novega družbenega reda. Ta dva modela nas učita, da je mir mogoče samo na podlagi dialoga med sprtimi in na podlagi miroljubnih sredstev, ki ne povzročajo novih in novih ran in konfliktov. Moj vtis je, da ko govorimo o Evropi, imamo skoraj vedno samo pred očmi to, kar se je zgodilo po drugi svetovni vojni. Ne pa tudi to, kaj se je zgodilo v 90-ih letih. In žal tega tudi nimajo v zavesti zahodni Evropejci. Kako pomembno je bilo to, da je drug totalitarni sistem, ki je še preživel po drugi svetovni vojni, bil odpravljen tako rekoč po maksimalno možni mirni poti. Vrednotno oddaljevanje Zahoda in Vzhoda. Četrtič. Na prelomu stoletja je dobršen del evropskih narodov postal povezan v Evropskem parlamentu in v drugih evropskih institucijah. S tem pa se je odprla pot ne samo razvoju, napredku in blagostanju, ampak birokratizaciji, oddaljevanju institucij od državljanov, dajanju prednosti interesom pred vrednotami, iskanju dobička v sredinah, ki so se kome znale odpirati svobodnemu trgu, izogibanju transfuzij iz preteklosti, dvojnim ali trojnim hitrostim razvoja in sprejemanju liberalnih idej kot novega uradnega evropskega svetovnega nazora, ki je našel svojega najboljšega sogovornika v nekdanjih komunistih in njihovih z marksizmom okuženih naslednikih. Pluralizem, demokracija in svoboda so postali ščit za vsiljevanje novih in novih teorij o človeku in njegovem dostojanstvu. In na tej točki se je ustvarila razpoka med nekdanjim vzhodom in zahodom. Zahod je vse bolj izgubljal stik s svojimi ustanovitelji in njihovo kulturo ter vrednotami. Vzhod pa je večinoma izpraznjeni ideološki prostor nadomestil z vrednotami, ki jih je komunizem prepovedal. Nacionalna država in nacionalni ponos sta postala pomemben mobilizator za poudarjanje svoje identitete in različnosti. Vera in njene vrednote so se vrnile tako skozi vzgojno-izobraževalni, kakor skozi sistemsko-pogodbeni odnos med državo in verskimi skupnostmi ali celo nacionalnimi cerkvami. Slednje izjemoma ne drži za Slovenijo. Za vse ostale pa lahko to trdimo. Problemi v islamskih državah in pritisk muslimanov v Evropo je dodatno in močno polariziral sicer institucionalno povezane evropske države. Liberalni pogled na kulture in religije se je uveljavljal skozi različne pravne poti. Zanikanje in zamolčevanje krščanske tradicije ter popolna odprtost v globalni svet brez kakršnihkoli drugih kriterijev kot individualnih je izpraznila evropskega duha do te mere, da je seveda nastal novi prostor za levičarske in desničarske ekstremne ideologije, ki se ali z nostalgijo ozirajo po egiptovskih loncih ali pretiravajo z domoljubljem v smeri nacionalizma in populizma ter iščejo odgovor na nove izzive in konflikte, ki jih prinaša begunska in migrantska kriza. Slednje je padlo v evropski prostor, ki se lovi ob vprašanjih identitet. Najbolj sramežljiv in zadržan je prav do krščanstva, do tiste ne samo religiozne osnove Evrope kot take, ampak do krščanstva v sekularnem smislu, ki je kot religija od svojega ustanovitelja naprej ustvarila prostor za pomembno
da ne rečemo usodno razlikovanje med duhovno in svetno oblastjo, med sekularno družbo in versko skupnostjo. To, česar v nekaterih bivših komunističnih deželah ne razumejo in ne sprejemajo, je propagiranje individualističnega, liberalnega in univerzalističnega multikulturalizma, ki bi naj dobil domovinsko pravico namesto tradicionalne religioznosti, ki je v veliki meri prispevala k padcu neke druge ideologije njenega sistema, katerega cilj je bil podoben: zanikanje narodnosti in zlitje v internacionalizem. Da je upor proti tem trendom ponekod v smeri nacionalizma in populizma, je razumljivo, saj vsak ekstrem sproži nasprotnega. Ampak tega dejstva in pojava si na Zahodu ne razlagajo tako, ker so prepričani, da so ideologije mrtve in da smo mi že sprejeli vse demokratične principe Združene Evrope. Pri tem pa pozabljajo, da je transfuzija preteklosti na Zahodu in Vzhodu pomembno drugačna. Na Zahodu je internacionalizem in z njim multikulturnost in multireligioznost rasla iz določenega opravičenega občutka krivde nekdanjih kolonialnih sil. Večina na Vzhodu s tem ni imela težav. Amerika in Kanada, kot primer multikulturnih držav, vse do danes nista uspeli preseči segregacijskega načina sobivanja različnih religij in kultur. Tudi v Evropi je podoben problem, tako v Franciji, Angliji in Nemčiji. Migracija in integracija, petič. Zato se upravičeno postavlja vprašanje, kaj pomeni integracija. Eden od diskutantov o prihodnosti Evrope v Münstru, rabin iz Brusla, je rekel: integracija ni asimilacija. Integracija je sodelovanje pri skupnih dogovorjenih projektih, kot je recimo država. Dalje imamo na vzhodu pravoslavne cerkve, kot je država. Dalje imamo na vzhodu pravoslavne cerkve, ki so državne in za katere je razsvetljenstvo prej negativen kot pozitiven pojav. Na tej točki ima svoj problem tudi islam, ki je še bolj politično vezan, motiviran in posledično zlorabljen. Pri slednjem pa imajo vzhodne dežele od Srbije do Poljske posebno zgodovinsko transfuzijo, ki gre nazaj v 17. stoletje in spomin na to, kaj so pomenili turški vpadi in kdo je takrat Evropo obranil pred turško zasedbo. Ko sem bral prej omenjeno na začetku knjigo o Siriji, se mi je od strani do strani potrjevalo stališče, da imamo z islamom resen problem. Problem zaupanja, problem razlikovanja med svetno in duhovno oblastjo, problem interpretacije svete knjige in njenega ustanovitelja, problem zgodovinskih praks na teritoriju, kjer so muslimani večinsko prebivalstvo. Očitno so do vseh teh vprašanj in problemov danes bolj občutljivi na vzhodu Evrope, kakor na zahodu. Hkrati pa je vprašanje, ali zahodnjaki sploh želijo prisluhniti vzhodnjakom in ali so vzhodnjaki pripravljeni na odprt dialog o vprašanjih, za katere Zahod meni, da so že zdavnaj mimo in presežena. Dejstvo, da migrantski val deli Evropo, bi moralo biti signal, da se usedemo za mizo in da se po dobri evropski maniri tako dolgo demokratično pogovarjamo, dokler ne najdemo skupne rešitve. Medijsko žigosanje Orbana in Poljakov ni v duhu evropske tradicije, na katero prisegajo v Bruslju.
Kandidat socialnih demokratov za kanclerja v Nemčiji Schulz je v soočenju z Merklovo pravilno dejal: Madžarsko in druge države Višegrajske skupnosti bi bilo potrebno povabiti za mizo, preden se je sprožil migrantski val. In na tej točki je Evropa zatajila. On, kot predsednik Evropskega parlamenta, najbrž ve, kje so zatajili. Ne samo danes. Nekaterim je že leta 2015 bilo jasno, da je v migrantskem valu potrebno razlikovati več kategorij pribežnikov. Eni so tisti, ki bežijo pred smrtjo in rešujejo golo kožo. Iz Iraka in Sirije so to bili v prvi vrsti kristjani in tisti muslimani, ki niso sodelovali pri vsesplošni islamizaciji na Bližnjem vzhodu, ki je sicer bila najbolj ekstremna v ISIS-ovi izdaji, a tudi drugi niso nič kaj bolj nedolžni. Za te najbolj potrebne migrante, dejanske begunce, se ni poskrbel poseben koridor in čim bolj nebirokratski postopek v deželah prihoda. Druga skupina so ekonomski migranti, ki jih lahko delimo v skupino, ki beži pred lakoto, in skupino, ki išče boljši standard. Prvi so vsekakor bolj potrebni pomoči kot drugi. Slednji pa so tudi s svojim premoženjem in obnašanjem marsikaj pokazali. In med temi lahko iščemo še četrto skupino, ki so načrtno infiltrirani in plačani ter izvežbani protagonisti za destabilizacijo držav Evropske unije. Seveda ni naloga cerkve in dobrodelnih organizacij, da bi delovali po načelih tega razlikovanja. Je pa to naloga politike, ki bi na ta način ustvarila pogoje za večjo pravičnost pri dodeljevanju azila in zmanjšala pogoje za vsesplošno averzijo proti migrantskemu valu. Nemška politika delno že priznava in popravlja svojo napačno strategijo iz leta 2015. Tako je Merklova pred volitvami govorila o tem, da je potrebno ustvariti legalne poti za vstop v evropske države. Nek slovenski politik, katerega ime je tudi med kristjani kdaj osovraženo, pa je že leta 2015 napisal naslednje kriterije za migrantsko krizo. Prioriteta je reševanje življenj beguncev. Kvote za evropske države so razumna rešitev. Beguncev je več, kot jih lahko sprejme Evropa, zato jim je potrebno pomagati čim bliže njihovi domovini. EU in OZN morata pripraviti pravno podlago za vojaško akcijo v Siriji. Državam, ki so obremenjene z begunci, jim je potrebno pomagati. Ločevati dosledno med begunci in migranti in EU mora poenotiti migrantsko politiko. Zakaj kdaj tak slovenski glas ni slišan ne doma, ne v tujini? Zato, ker je slovenska politika še vedno močno ideološko kontaminirana in polarizirana. Šestič. Vprašanje evropske in slovenske sprave. V Sloveniji še nismo dobili prve transfuzije iz obdobja ustanoviteljev Evrope, ki je izhajala iz sprave in iz postavitve kontrole nad problematično materijo s ciljem, da se postopoma vzpostavi zaupanje. Pri nas ta problematična materija ni ne železo, ne premog, ampak delitev oblasti. Partija je z Osvobodilno fronto okupirala oblast in nesrečni Kocbek je na to pristal. Partija je v času osamosvojitve govorila, kako se stopa za oblasti, da bi z novo prevaro ostala na oblasti. To ji je v tranziciji popolnoma uspelo.
In ko je na oblasti, takrat ne kaže več človeškega obraza. Podobno je v muslimanskem svetu. Zgodovina Bližnjega vzhoda večkratno priča o tem. Ko so muslimani v večini in na oblasti, je konec s toleranco. Imamo torej opravka z nekim občečloveškim pojavom, da večinski prevzem oblasti vodi v netolerantnost in v totalitarizem. In kaj storiti? Po evropskem modelu je potrebno doseči dogovor o delitvi oblasti, o kontroli nad njo. Boste rekli, saj vse to imamo. Formalno ja, dejansko ne. In kako priti do dejanske delitve oblasti? Najprej je potrebno sprostiti državljansko svobodo davkoplačevalcev in del njihovih obveznosti do države prepustiti državljanom, da odločijo, kaj bo kdo podpiral na polju civilne družbe, katere del so tudi cerkve in verske skupnosti. Naslednji korak je delitev medijske oblasti. Pozicija in opozicija bi si morali razdeliti nacionalne medije tako, da vsaka obvladuje polovico. V sodstvu prav tako. Vse ključne funkcije razdeliti tako, da sta pozicija in opozicija v ravnotežju in da se sodniki med seboj kontrolirajo. Dosedanja praksa ni pokazala, da sodna veja oblasti znotraj sebe to zmore. Naslednje področje, ki je popolnoma centralizirano, je šolstvo. To je iz komunizma naprej strukturna mreža ideologije, ki je na oblasti. Šolstvo je potrebno decentralizirati in razdeliti pristojnosti po ključu lokalnih skupnosti in regij, ter namesto kakršnekoli ideoloških paradigem uvesti pedagoške paradigme. Na univerzitetnem področju pa uvesti vavčarski sistem in sistem povezave fakultet s terenom in delno financiranje iz terenskih potreb. Hkrati pa zaščititi tiste stroke, ki jih nek narod in država nujno potrebuje za svojo samopodobo. Univerze bi tako postale avtonomne vizavi študentov, študenti vizavi univerz in fakultet in tudi oboji vizavi države. Na področju gospodarstva je potrebno sprostiti delovno zakonodajo, v določene stroke uvesti pridobivanje licenc za upravljanje svojega poklica in zmanjšati državno upravo na minimum. Državni uradniki bi morali biti podvrženi postopku licenciranja, ki bi ga upravljala zunanja neodvisna služba, v slovenskem primeru skoraj nujno iz tujine. Za sindikate sprejeti novo zakonodajo, ki bo iz njih naredila sindikate, ne pa kriptopolitične stranke. Naš nacionalni problem ni proizvodnja premoga in jekla, ter posledično izdelava orožja in njegova uporaba. Naš nacionalni problem je, da smo se pobijali s pomočjo tujega orožja in si na ta račun očitamo kolaboracijo. Ampak do pobijanja, do revolucije je prišlo zaradi problema oblasti. In zato je naš kronični problem upravljanje z oblastjo in kako ob tem vprašanju doseči spravo. Medsebojno kontroliranje upravljanja z oblastjo zagotavlja to, kar Evropa danes ima. Mir. Ampak ta ista Evropa na Zahodu ne razume, da imamo mi na Vzhodu še vedno težave z razumevanjem in upravljanjem z oblastjo. Oni so prepričani, da je po padcu komunizma vzpostavljena demokratična kontrola med tremi vejami oblasti. Vendar žal temu ni tako. In če kdo skuša to spremeniti, pa ne rečem, da to počne vedno na najbolj pameten način, takrat se dvignejo vsi mediji na Vzhodu in Zahodu zoper njega in ga skoraj da že opredelijo za diktatorja. Tudi v Münstru je bilo tako.
Vsi so imeli na jeziku Orbana in Poljake. Nihče pa ni poskrbel za to, da bi tudi tam, za tistimi omizji, sedeli ljudje iz ene ali druge ali iz katerekoli vzhodne države in posredovali svoje videnje problema. Naj sklenem s citatom Schumana in z reinterpretacijo tega citata na slovenske razmere. Evropa si mora ustvariti dušo. Evropa mora postati kažipot človečnosti. Evropa ni proti nikomur. Združena Evropa je simbol celovite solidarnosti za prihodnost. Preden bo Evropa postala gospodarska in vojaška zveza, mora postati kulturno enotna v najžlahtnejšem pomenu besede. Tako Robert Schuman. Tudi Slovenija si mora ustvariti dušo. Njeni speči elementi počivajo v naši tisočletni kulturi in vernosti. Njeni speči deli so vsi, ki so po nedolžem prelili kri, in naši blaženi ter sveti, ki so, bodo ali tudi ne bodo nikoli razglašeni za čast oltarja. Samostani, gradovi in cerkve so neme priče naše kulture in vernosti. Naša mestna jedra in prekrasna narava ter dobrine, ki nam jih daje pestri spekter od Panonske nižine do Jadrana, so naši neprecenljivi rudniki premoga in železove rude. Najžlahtnejša duša pa je rojstvo vsakega novega otroka in njegov razvoj v svobodi in odgovornosti do sebe, do drugih in do Boga. Spravljena in sproščena Slovenija je simbol celovite solidarnosti za prihodnost doma, do sosedov in v vsej Evropi. Predno bo Slovenija postala gospodarsko uspešna država, mora postati kulturno enotna v tistih temeljnih vrednotah sobivanja, ki zagotavljajo edinost in različnost, ustvarjalnost in pestrost, ki omogočajo, da lahko pristna slovenska duša v polnosti zaživi. Hvala lepa. Dr. Štuhec, hvala, da ste svoje razmišljanje delili z nami. Tako. Prišli smo do konca. Hvala imenitnim predavateljem in vam, spoštovani gostje, da ste vsi vzeli čas in prisluhnili zanimivim razmišljanjem o razmerah, v katere smo postavljeni v tem zgodovinskem trenutku. Če pravilno razumemo dogajanje okoli nas, lažje ukrepamo in obvladujemo življenje. Lep preostanek sobotnega dne želim in nasvidenje v oktobru 2018. Srečno!